Kabinet predsednika Državnega zbora in Zveza prijateljev mladine Slovenije sta šole z različnih koncev države povabila na srečanje po spletu. Pozdravljeni, sem Oskar iz osnovne šole Venclja Perka. Devetošolce iz osnovne šole Venclja Perka Domžale je močno pritegnila razprava o posledicah epidemije. Naučili smo se uporabljati z elektronko pa tako. Po drugi strani smo pa izgubili te socialne stike. Znanje je bilo dokaj okrnjeno. Mladi so na srečanju tudi spoznali delo Državnega zbora in njegovega predsednika. Tudi koordinirali recimo delo vlade in pa Državnega zbora, ga usmerja. Državni zbor je institucija, ki sprejema pomembne odločitve, na primer glede ravnanja z okoljem, družbe in šolstva. Odločitve se tičejo vseh, tudi mladih. Zato je prav, da mlade že v čim bolj zgodnji fazi angažiramo in jih poslušamo, kaj oni menijo o odločitvah, ki jih bomo sprejemali. Razpravljali so tudi o možnosti, da bi mladi dobili volilno pravico pri 16 in ne pri 18 letih. Mogoče bi bilo boljše poskrbeti, da bi najprej večji odstotek teh, kar že zdaj lahko, da bi oni šli najprej voliti. Vsakič bolj se zanimamo za politiko, imamo ustvarjena neka svoja mnenja. Da bi dejansko tudi mladi lahko spodbujali starejše nekako z našimi predlogi, načini reševanja težav, ker naprimer gledamo na kakšne stvari drugače. Da so mladi lahko aktivni državljani, pa je očitno že zdaj, ko tako ali drugače pomagajo prizadetim v vojni. V bistvu je zdaj veliko teh akcij in zbiranja in lahko veliko tudi s tem pripomoremo, ker potrebuje zdaj veliko stvari za osebno higieno, hrano in veliko teh stvari, ki jih lahko pošljemo v Ukrajino in pomagamo.